V ponedeljek 6. novembra je v Zagorju potekala 7. redna seja občinskega sveta. Tokrat je sejo po pooblastilu župana vodil podžupan Janez Volk. Po predlaganem sprejetju dnevnega reda je župan občine Zagorje Matjaž Švagan predstavil poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v občini. Te se nanašajo predvsem na velike investicije, ki so v teku. Na 6. redni seji je zaradi dvoma o transparentnosti porabe javnih sredstev pri izgradnji kolesarske steze župan predlagal oblikovanje komisije, ki pa jo je zaradi poslovnika na tej seji dopolnil s še 2 članoma. Za nas je povedal. Ja, nažalost tako. Na zadnji seji je bila razprava okrog te komisije, potem sem predlagal gospoda Primoža Eševarja za predsednika, predlagal sem še 2 članice, vendar odlok poslovnik zahteva, da je 5-članska komisija, tako da sem predlagal še gospoda Aljaža Irina in gospoda Pekliča, tako iz stranke NSI, SDS, potem iz Svobode, SLS, tako da so vse stranke večinoma vključene in vsak, ki bi je član te komisije, ima tudi svojo odgovornost, svoje naloge in pa obveznosti. Je pa zanimivo, da nadzorni svet pregleduje, katere predsednik je gospod Slavko Ješevar, zelo korektno sodelujemo, ogromno kritik, ki nam pomenijo, da smo še boljši pri izpolnjevanju občinskega proračuna, medsebojno sodelovanje. Seveda, ker je pa veliko bilo nekaterih šalabajzerskih izjav v javnosti, da je kolesarka iz 2,5 šla na 8 milijonov, ko pa vemo, da je občinski svet potreboval kar kvartalno investicijske programe, same projekte, ki smo jih izvajali vzporedno s kolesarsko stezo. Ta številka je bila vedno javna, ampak to je dobro za opozicijo, vržeš eno kost, kajti ljudje so me potem spraševali, Matjaž, kako iz 2,5 na 8, in potem poveš, kako na kakšen način in razumejo in vsakdo ve, da delamo korektno, pošteno in je prav, da je tudi ta komisija oblikovana iz različnih ljudi in bodo videli, da smo kot od danes v 30 letih delali pošteno, korektno, smo tudi pri tem projektu in lahko samo rečem zahvala občanke in občanom, ker mi vsakodnevno čestitajo, ker je popolnoma spremlja podobo Zagorske doline, predvsem pa tisti, ki pridejo v našo občino in nam dajo priznanje. Nenazadnje pa smo dobili tudi že povabilo, da smo med 3 najlepšimi občinami v Sloveniji, med srednjimi mesti in to nas krepi in dela ga močnejšega. Če pa bo ugotovljeno v okviru komisije karkoli, bom pa seveda potegnil sankcije v skladu z zakonom, ampak zaenkrat zaupanje je 100%. Opozicija na čelu s svetniško skupino Slovenske ljudske stranke se s predlaganimi predlogi ni strinjala. Več pa Primož Jelševar, predsednik nove preiskovalne komisije. Jaz enostavno ne razumem tega straha župana in Zagorja gre naprej stranke pri tem, da bi ta komisija nekaj odkrila. Če bi bil jaz na županovem mestu, bi rekel, opozicija, sestavite skupino, ki bo to preučila, na podlagi tega se bomo najbolj enostavno prepričali, da je bilo vse transparentno. Tako pa delamo ne tako kot v Severni Koreji, ampak še malo slabše. Župan, ki je v bistvu glavni tisti, ki ta skupina preiskuje, pa ne njega, ampak celoten sistem, ampak on drži v svoje roke, je predlagal sestavo skupine od prvega do zadnjega člana. To je približno tako, kot če bi recimo Nixon predlagal v Watergate celotno komisijo ali pa če bi recimo nekdo, ki ga sumijo kaznivega dejanja, predlagal za sodnika nekoga izmed svoje družine. To enostavno ni demokratično in mislim, da bi se Kim Jong-un lahko kaj naučil iz tukaj iz Zagorja. Jaz vseeno mislim, da ne glede na to, kako je sestavljena, pa čeprav so vsi županovi možje, bomo zelo, zelo trdo delali na tem, da ugotovimo, ali je bilo tukaj kršeno, ali so bila sredstva transparentno porabljena ali ne. Jaz bom najbolj srečen, če bomo ugotovili, da so bila transparentna in to sem tudi že večkrat povedal, ampak glede na mnoge, ampak res mnoga vprašanja, ki letijo name in anonimne in direktno ljudi, ki so sodelovali tukaj zraven, mi bomo vsa ta vprašanja preučili in sigurno dali odgovor v doglednem času.
Nadalje so se članice in člani občinskega sveta seznanili z napredkom izgradnje projekta Rune v Zagorju. Sledila pa je razprava, poleg nje pa še sprejetje odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča v občini Zagorje. Tudi tu je bila razprava burna, zato smo za komentar prosili župana Matjaža Švagana. To pomeni, da bodo vsi plačevali realno. Meni so vedno govorili, da naj vedno ta odlok popravim. Tisti, ki bo sedaj več plačeval, mora vedeti, da je 30 let plačeval premalo. Gre za urejene podatkov, ki so v okviru GURS-a in pa občinskih podatkov, ki so sklenjeni za davčno upravo, ki ti tudi pošilja odločbe. Tako da nihče ne bo več plačeval, če je imel prijavljeno površino, kot so vsa stanovanja plačevale 100%, ker so evidentirana stanovanja v večstanovanjskih objektih, v enostanovanjskih objektih pa vsakdo, če je prijavil pravilno, bo ocena ista oziroma plačilo isto, kot je bilo. In tudi, če se bo primerjal s sosednjo občino, bo videl, da je pri nas primerljivo z njihovimi. Ampak do danes smo bili solidarni, socialni, kot bomo tudi v prihodnje. Ampak država od nas to zahteva in to moramo narediti. To ni naša kapljica. Največ pripomb na predlog odloka je imela opozicijska svetniška skupina SLS. Zato smo pred mikrofon povabili njegovega vodjo Primoža Jelševarja. Mi smo na ta predlog opozarjali že 3-krat. Vsakič smo imeli iste predloge. Aktualni predlog omogoča zelo velike špekulacije, kar se tiče nabave zemljišč. Gre za to, da so nepozidana zemljišča približno 20-krat manj ovrednotena kot pa pozidana. Poglejte, v Zagorju imamo mnogo industrijskih con, ki so prazne. Občina da zelo veliko denarja prvo za vzpostavitev teh con, ampak hkrati za tako slabo pripravljenim odlokom omogočamo, da špekulanti to kupijo in da ostane tako in da pač iščejo najboljšega ponudnika. Namesto, da bi milijoni denarja, ki ga damo iz občinskega proračuna, omogočali to, da bojo pač podjetja se tam vzpostavila in zaposlovala ljudi, kar bi mogel biti cilj. Tipičen primer, v Trbovljah bojo kmetje enkrat manj obdavčeni, kar se tiče kmetijskih površin, štal, kot v Zagorju. Nam se to zdi absolutno nedovršeno in še en kup takih predlogov je. Žal smo bili spet, proceduralno izločeni, nam je bila odzeta zdaj demokratična pravica, da bi v bistvu sploh dali naš predlog na dnevni red. Tako da jaz upam, da v prihodnje se bomo tudi tega majčkeno bolj držali. Poleg predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza, predloga odloka sofinanciranja letnega programa športa v občini Zagorje in predloga odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v občini Zagorje ob Savi je bila zadnja redna točka dnevnega reda, tudi prva obravnava predloga odloka o proračunu občine Zagorje za leto 2024. Več o prihodnjem proračunu pa nam je zaupala vodja oddelka za javne finance Jelena Mlakar. Ja, res je, danes so svetniki in svetnice občinskega sveta občine Zagorje ob Savi prepoznali prvi predlog proračuna za leto 2024 kot primerno podlago, da gre kot tak v javno razpravo. In sicer v tej javni razpravi bodo lahko zainteresirana javnost, vsi v odboru občinskega sveta predlagano gradivo pregledali in nam podali pripombe. Kar se tiče same vsebine, bi izpostavila mogoče to, da je v letošnjem letu izredno veliko govora in poudarka predvsem o višini povprečnine. Tudi naši proračunski dokumenti so pripravljeni v višini povprečnine v višini 700 evrov, čeprav bo dejansko pri drugem predlogu proračuna upoštevano v višini 725, kajti v tem času so bila zaključena pogajanja med predstavniki združenj občin in pa vlado in sicer so prišli do skupnega zneska oziroma do usklajenega zneska 725 evrov. Kljub temu, da je ta povprečnina višja, kot je v
trenutnih proračunskih dokumentih še vedno ne odraža vseh naših potreb finančnih in je nek kompromis oziroma sledenje vladni politiki oziroma njenim prioritetam, ki so posledica reševanja krize oziroma nesreč, ki so Slovenijo zajele ob katastrofalnih poplavah. In tukaj smo pač prevzeli vsak svoj delež, tudi lokalne skupnosti, in sicer v tem kompromisu o višini povprečnine v 725 evrov. Seveda pa ta povprečnina vpliva na naše prihodke, na naš največji, najpomembnejši, najstabilnejši del, to je dohodnina. In če ta ni dovolj velika, so posledično tudi odhodki nižji. In dejansko bo v letu 2024 precejšen pritisk na tekoči del proračuna, predvsem na tekoče transfere. Tukaj, če omenim, le-teh je skoraj 10 milijonov evrov. Mogoče izpostavim znesek, ki bo namenjen za vrtčevsko dejavnost, govorim v 2,7 milijonih evrov. Če omenim znesek skoraj 2 milijona evrov, ki je namenjen za financiranje dejavnosti naših zavodov, pa potem za komunalo 1,8, pa za socialo krepko čez milijon evrov. To so vse zneski, ki so zakonsko obvezni in jim občina mora slediti. Posledično je investicijski del proračuna bolj skromen, polovico nižji kot v letu 2023, ampak tukaj moram poudariti tudi to, da ni tukaj izključno to vzrok samo, da je toliko nižja dohodnina, ampak občina se v letu 2024 ne namerava zadolževati. V letu 2023 se je zadolžila za 2 milijona in v primeru, da se občina zadolži, je to izključno vir financiranja investicij, in ker se v letu 2024 ne bo zadolžila, je dejansko potem za ta znesek tudi manj investicij. Vendar za tem, da se občina ne zadolžuje, stojimo trdno, kajti čas za zadolževanje se nam ne zdi optimalen in na nek način hranimo svoj kreditni potencial za naslednji investicijski cikl, ki bo prišel v naslednjih letih. Zdaj se bomo pa pač probali uskladiti oziroma najti znotraj javnofinančnih okvirov, ki so nam dani. Kot sem pa rekla, bomo pa v drugem predlogu proračuna lahko obseg prihodkov nekoliko zvišali, ravno na račun tega, ker bo upoštevana povprečnina v višini 725, ne pa v višini 700, kot je v predlaganih proračunskih dokumentih.